Lep pozdrav vsem skupaj še enkrat. Zdaj glede razvojnega zakona, ki je zdaj na dnevnem redu Državnega zbora, želim reči to, da je to zakon, ki gre v pravo smer, to je zakon, ki razbremenjuje vse, je zakon, ki bo koristil praktično vsem, 2 milijonom ljudi v Sloveniji, upokojencem, ker bodo imeli višje pokojnine, ker bodo manj obremenjene, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, vsem tistim, ki zdaj čakajo v dolgih čakalnih vrstah zato, ker bodo prej prišli do zdravnika, in v zakonu je še mnogo korakov v pravo smer. Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov, res je, da posegajo izdatno, res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih 4 letih. In če se spomnite, je bil prejšnji teden sprejet nov zakon o vladi, ki predstavlja vitko državo. Se pravi, zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani, kajti stroški za funkcioniranje države so previsoki. Zdaj v izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, sta med tistimi 4 prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija. Pod tema 2 besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno. Oboje je pač možno doseči ob manjših izdatkih. Seveda pod predpostavko, da bo formirana nova vlada, ki bo te politike izvajala. In seveda ob predpostavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javnofinančno stanje države takšno, kakršnega slika minister za finance. Če je stanje slabše, potem bodo potrebni fiskalni ukrepi, ki so seveda tudi na voljo, vendar bomo, če bo sestavljena vlada, to izvajali o pripravi proračunskih dokumentov. Tako da moram reči, da enostavno ne razumem tistih, ki napovedujejo blokado tega zakona, naknadni zakonodajni referendum, kar sicer je pač ustavna in demokratična možnost, vendar se mi zdi, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše. In pač apeliram na tiste, ki to najavljajo, da dejansko pogledajo, kakšni so učinki tega zakona in da še enkrat premislijo, preden zaustavljajo te ukrepe. Kot že rečeno, res je, prvič je res, da bo za veliko večino, praktično za vse, ki živimo v tej državi, življenje, če bodo ti ukrepi uveljavljeni, boljše, pokojnine višje in kupna moč plač večja. Res je tudi, da zakon ne bo imel popolnoma enakih učinkov na vse, recimo, ko gre za razvojno kapico. Je pa zelo zanimivo, kako nekateri poudarjajo samo to, da bodo pa nekateri, ki pač so na takšnih mestih, da lahko zaslužijo več ali pa tudi prispevajo več, imeli nekoliko večje plače ali pa letne dohodke in da zaradi tega potem zaustavljajo ukrepe, zaradi katerih bomo vsi živeli boljše. Zdaj obstaja v slovenskem knjižnem jeziku ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop, in temu se reče zavist. In Levica v Sloveniji na zavisti gradi svojo politiko, če hočemo najti besedo, na kateri želimo politiko graditi mi in ki je v izhodiščih posebej poudarjena, je to ambicija. To sta 2 ključni besedi, ki zaznamujeta to razliko in ki opisujeta tudi to razpravo, ki poteka tukaj za mano v Državnem zboru. Toliko, če kako vprašanje. Potrebni nekateri popravki. Zdaj teh popravkov pravzaprav ni bilo. Kako to,
In torej, če sem vas danes prav razumela, mislite, da je zakonodajni referendum na ta zakon mogoč? Da je zakonodajni referendum? Referendum na ta zakon mogoč, ker zdaj govorijo, da so notri davki in določene te fiskalni ukrepi, na katere naj ne bi bil mogoč zakonodajni referendum. Ne, jaz mislim, da glede na našo zakonsko ali pa ustavno ureditev tak referendum ni mogoč, ampak ga nekateri kljub temu napovedujejo in to pomeni določene procedure, ki vse skupaj zavlečejo, tako da apeliram še posebej na sindikate, mislim, naj ne preprečuje, naj ne delajo proti ukrepom, ki izboljšujejo življenje vseh, še posebej tistih, ki sindikati v Sloveniji zastopajo. Kako pa to, da SDS ni prišla z nobenimi amandmaji danes? Slabo slišim. Kako to, da vaša poslanska skupina ni za danes pripravila nobenih amandmajev za ta interventni zakon? Mislim to, da ni bilo posegov v ta zakon in da ni popravljen, se to ste tudi prej vprašali, to ne drži. Se je bilo na odboru sprejetih vrsta amandmajev, tudi eden od teh, ki ima velike finančne posledice, tako da ti popravki so bili narejeni. Bo SDS predlagala sklep o nedopustnosti referenduma? Mi nismo predlagatelj tega zakona, tako da to vprašajte predlagatelje. Dejstvo pa je, da glede na to, da zakon vsebuje fiskalne javnofinančne ukrepe, da referendum po ustavi zoper takšen zakon ni dopusten, je pa seveda kljub temu možnost sprožiti proceduro in na koncu odloča ustavno sodišče. Gospod Janša, kako pa gre za koalicijsko pogodbo, je že usklajena? Sem mislil, da je to prvo vprašanje. Ne, pa prav, da vas ta vsebina bolj zanima, ker pač tukaj gre za dejansko konkretne korake, ki izboljšujejo življenje pač vsem, ki živimo v tej državi. Zdaj, kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari računamo, da bomo pač končali ta teden. Kdaj bi lahko vložili predlog za mandatarja? Zdaj, ne glede na to, kdaj se ti predlogi pač vložijo, nadaljevanje procedure ni možno, dokler se ne izteče 14-dnevni rok in ta se izteče naslednji torek. Zdaj načrtujete podpis koalicijske pogodbe, glede na to, kako daleč ste usklajeni? Ko bo pogodba usklajena. Kako pa je z razrezom in z ministrskimi mesti, se o tem že... To je naslednja faza. Kdaj pričakujete, da bo imela Slovenija novo vlado? Zdaj, če jo bo imela, potem so tukaj zdaj dokaj jasni zakonski roki, se pravi, sami lahko izračunate. Začetek junija? Zdaj mogoče. Predvsej bistveno dlje časa ni. Hvala lepa. Mogoče še to, če lahko, kako... To sprav dobivate vprašanje. Je zapisano z vašim Zanima me, kako prepričani ste v trdnost poslancev oziroma podporo poslancev demokratov in resnice, govori se tudi o nekaterih pritiskih z druge strani na njih. Računate, da vas bodo vsi podprli? Kot sem rekel že zadnjič, mi ne računamo na nič. Zdaj, ko bodo podpisi in če bodo podpisi, bomo vložili kandidaturo. O tem pa smo pogovarjali potem, ko bo vsebina usklajena. Zaenkrat še ne. Koliko podpisov? Toliko, da bo dovolj za kandidaturo. Se pravi, od strank, ki bodo podprle tako ali drugače koalicijsko pogodbo.